Ivan Zidar je bil, kad danes, naprimer, ajde da malo karikiram, Florentino Perez. Okay. Njegov stisk roke je bil, ne vem, to, tako kaj je on stisnil, če si to preživel, potem si preživel vse duele na terenu. A je to možno, da se že par ur prej zbral toliko navijačev in ta kulisa, potem, ko smo šli na ogrevanje. To so sanje vsakega, ki si želi uspeti v nogometu in si želi nastopati na svetovnem prvenstvu. Zdaj pa, če še daš gol, je to... Jaz pa Rudi sploh nisva prišla do te hrane, ki je gospod Pujol vse pojedel, spil. Legendarna tekma v Trstu, bitka za Trst, če lahko tako rečem, in odločil si jo ti s tistim res enkratnim preigravanjem. Tisti večer je bil Trst naš z lahkoto. Sta pogledala Panučija, pogledala pa sta mu rekla, kao ti saluta Čimi, kao te pozdravlja Cime. Sem rekel, pa čakaj, pa kaj vidno delate, zdaj sta že pretekmo napravila, totalen rock'n'roll, zdaj me bo človek v bome, bo na terenu. Kako si se spopadal takrat s temi poškodbami? V teh zadevah se, da ti iskreno povem, nisem nikoli z nobenim novinarjem, da sem šel neke detalje pogovarjal, ne moram več tega gledati. In sem rekel, da bomo prekinali pogodbo, pustil denar, vse. Sem rekel, samo dajte mi papirje, to... Imaš ti kaj zapovedati glede tiste Azije, kaj se tam ni šlo? Moram ti iskreno povedati, da so bila jutra, ko se zbudiš, da aha, zdaj pa na trening. V bistvu nobenega treninga. S katerimikoli pač treniram, zdaj trenutno na Slovanu, izhajam iz sebe. Dokler bom trener, bom vztrajal pri tem, da tisti, ki je rojen dribler, ga bom pustil. Sem Sebastijan Cimerotič, bivši nogometaš. Možnosti, da pride do nje, zdaj pa velika napaka, Volaš in sjajna obramba Nejca Vidmarja. V prejšnji epizodi sem gostil legendo Maribora, danes gostim legendo Ljubljane, Olimpije, tudi reprezentance, marsikaj si dal čez od največjih uspehov s slovensko reprezentanco. Vsi te poznamo kot tistega prulskega driblerja, tistega uličarja na igriščih, res si nam pričaral ta nogomet, predvsem tukaj v Ljubljani smo te res oboževali. Res sem vesel, da so se končno ujela, ker nekaj časa je trajalo, ampak vseeno res cenim, da si se odzval temu vabilu in da dobrodošel v studio. Hvala lepa, sploh pa za te lepe besede in mi bo zelo veliko veselje se pogovarjati s tabo o marsičem, tako da me veseli pa veliko spoštovanje do tvoje kariere in tega, kaj zdaj delaš, te oddaje, to ti lahko samo dam kapo dol. Hvala. Začela bo, v bistvu ločuje naju samo Ljubljanski grič, Ljubljanski grad, jaz prihajam iz Poljan, ti iz Prul, recimo vseeno je neka razlika v letih, ampak si nekako odrastel si verjeten še brez itak telefonov, brez teh, tudi recimo pri meni je bil že internet, pri tebi še ne tako, ampak na ulici, na igriščih, kakšno je bilo to odraščanje, v bistvu res pristno? Rekel bom predvsem zdravo odraščanje. Bilo je v bistvu, da nas je nekako ta ulica vedno držala ne samo od uličnega nogometa. Mi smo nasplošno se ukvarjali res z vsemi športi, od hokeja na betonu, basketa, rokometa, tudi, ne vem, pogrešam, robutali smo veliko, plezali po drevesu, češnje, jabolke, hruške, se živo, koordinacija je bila res vrhunska, tako da, kar se tega tiče, lovili so nas in
pogrešam to otroštvo. Danes, naprimer, čar eden največji je bil, naprimer, tudi to, da ko si se zmenil, naprimer, ob 12. Ni bilo 5 minut do 12, da si pač sporočil preko SMS-a, ne morem, bom malo zamudil, ampak točno ob 12. Prideš kje, to pogrešam, te zadeve pogrešam in hvala Bogu, da smo tako odraščali. Hvala Bogu in mi ni čisto nič žal, da smo dali tako otroštvo ulično čez. Ja, in preko te igre si prišel tudi do Slovana. Slovan je bil takrat valilnica res talentov, res ogromno nekih vrhunskih igralcev, tudi ti si bil z njimi tam treniral in kako je bilo pol ta začetek tvoj na Slovanu in te prvi stiki z nogometom in potem tudi resnim nogometom, kajti Slovan je bil takrat v začetkih 90-ih tudi en stabilen prvoligaš oziroma zaigral v prvi ligi na začetku. Tako bom rekel, jaz sem prišel direkt z betona, se pravi, sem na nekih šolskih tekmovanjih smo igrali te turnirje in je prišel pokojni Franjo Frančeškin, ki je bil takrat ena največjih legend Slovana, me je videl in me je povabil, če bi prišel naslednji dan na Slovana. Tako da normalno sem se odzval pozivu, prišel in takoj se zaljubil v veliki nogomet in tukaj me on nekako prvi videl in potem je bila vsak dan večja ljubezen do velikega nogometa, do Slovana. Kot si omenil, Slovan je vedno in bo produciral najboljše igralce, da zdaj ne naštevam, da ne bom spustil, da mi ne bo zameril. Ogromno je proizvedel igralcev, ki so bili tudi, so imeli resno kariero in tudi bivši reprezentanti, tako da nekako tudi zdaj delamo na tem, da nekako popeljemo Slovan spet na stara pota. Ja, tja še prideva, mi boš vse povedal, ampak ja, potem je nasledila nekako logična zadeva v Ljubljani, nek velikan, takrat v začetku 90-ih res dominacija Olimpije in ti prideš ravno v bistvu največjo Olimpijo, takrat 4-krat zapored prvak in prideš tja kot mlad fantič med tiste stare mačke. Kako je bil ta prehod zate? Vemo, zdaj so zadeve drugačne, zdaj enostavno tudi liga je prilagodila pravila, veliko lažje po tej plati mlajšim, ampak ti si prišel takrat v tisto Olimpijo, ki je bila res dominantna. To je bilo, tak strah sem imel. Vsakič, ko sem bil bliže bežigrajskemu štadionu, pisarnam, sem nekako sam sebi govoril, da boš, da grem nazaj na Slovana, da sem bolj sproščen, kajti, tako kot si rekel, to je bilo brutalno obdobje Olimpije, sploh kakšen igralski kader so imeli. Ampak pol nekako, ko prideš, pisarna, ok, prideš, podpišeš, se pofotkaš, to z direktorji se rokuješ, to je bilo vse v redu, ampak najbolj važno je bilo na začetku, kako te bo ekipa garderoba sprejela in tukaj sem jaz nekako imel to srečo, da spet bom rekel, ta ulica je pomagala temu, da sem bil neko normalno dete, da sem tudi znal že plavati takrat, tako da... Poznal hierarhijo. Tako in normalno, da je, že nekateri so mi tudi govorili, da se ne pobongam takoj z starimi mački in da ne jih poslušam, če te pošljajo po kavo, po krov, karkoli. In tako se je začeli in so me res že v samem štartu od Topiča do pokojnega Ubaviča, Hadžalagiča, Perice pokojnega sprejeli, da sem že 10 let nekako njihov soigralec in to mi je, tako sem najhitreje prebil let in potem je šlo vse kar po tekočem traku. Ja, ampak takrat je vlada oziroma predsednik je bil Ivan Zidar. In veljal je za res posebneža in kakor se je on odločil, tako je bilo. Kakšno je bilo tisto ozračje oziroma v klubu, ko je vladal on, imaš kakšno anekdoto oziroma kako je bilo sploh, kako si gledal takrat na to vladanje njegovo?
No dobro, to je, Ivan Zidar je bil, kad danes, naprimer, ajde da malo karikiram, Florentino Perez. Imel je rad nastopil je kamere, vedno je živel za te kamere in spomnim, ko je skozi prihajal pretekmo v garderobo, njegov stisk roke je bil, ne vem, to, tako ko je on stisnil, če si to preživel, potem si preživel vse duele na terenu. Tako da to so me upozorili, sem imel nekako v glavi, sem rekel, ajde da vidim, ampak ko me je stisnil, jaz sem bil v sekundi rdeč. Potem še je začel škripati z zobmi, tako da to je bilo, ampak ajde, res je bil nekaj posebenega, velik gospod je bil, vse, kar si se zmenil z njim, še ekstra je dal, tako da res samo dobri spomini na pokojnega Zidarja. V bistvu Olimpija nas mora postaviti na tiste noge, ki je bila nekdaj. In kaj ti? Brez Olimpije in Maribora ni nogometa v Sloveniji in ga ne bo. Brez Maribora in Olimpije. Tako, a prav, ali obratno, no tako. Maribora in Olimpije. To bo Maribora Olimpija, sem rekel, pa bolj, ker smo Olimpijci. Moje življenje pa Olimpija pa fuzbal se prepletata skozi. In jaz bi samo rekel, ni menedžerja, vsak menedžer bi mogel provati voditi fuzbal, potem pa je kot dober menedžer. Ker meni težje je voditi fuzbal kot pivo. Potem pa tvoj prvi stik s tujino, močal si sicer sam čez mejo na Hrvaško, Reko, pa potem kasneje tudi v Izrael, ker si bil tudi kar par let tam in igral kar nek zelo dober nogomet. Kako je bilo pa ta tvoj prehod iz ene Olimpije, ko si rekel, da si bil v bistvu na velika vrata, nisem prišel tja, bil nervozen, potem pa tujina, prvi stik s tujino. Kakšen je bil tvoj prvi stik s tujino? Šel sem na Rijeko na neke pogovore, ki je imela Rijeka zelo dober projekt. Igralski kader je bil tudi fantastičen. V bistvu mi smo imeli takrat v tistem času, če gledam igralski kader, Dinama, Hajduka, smo bili takoj zraven. Izrazil je pa željo, da pridem na vsak način, me je hotel, to je bilo 5krat na dan, telefoni, zelo spoštovan trener na Hrvaškem, Branko Ivanković. In mi je pač predstavil ta projekt in sem takoj zagrabil, kot da smo igrali še tam na legendarni Kantridi. Tisto, ko prideš, je res neprecenljivo, tiste skale, pa to, pa tudi navijači so bili fantastični, imajo tudi vojsko dobrih navijačev, Armada, tako da igralski kader fantastičen, z ogromno reprezentanti, ampak pač potem se je tudi izkazalo, da niso bili glihe rezultati, smo bili potem tam na 5. 6. mestu, se mi zdi. Ena super izkušnja na Hrvaškem. Kaj pa Izrael? Kaj je bilo pa v Izraelu? To je bilo pa tudi čez noč. Tam je potem začela Rijeka finančno pa tako škripati zaradi tega, ker se je ogromno investiral, tako kot sem rekel, ta igralski kader, ki je bil, potem pač moraš tudi ogromno nekako pač dati, če hočeš nekaj dobiti in tako kot sem rekel, se ni izkazal. Je prišla pol ta ponudba Izraela. V bistvu skoraj vsak dan je hodil pokojni Čiro Blažević. In mi je tudi on nekako težil, da ne grem. Je rekel, idi okreni tamo one Izraelce na glavu. In smo se zmenili s klubom, da grem za par dni, da vidim, da pač sam na svoje oči preverjam, a je to tako ali ne, in potem sam ocenim. Sem šel gor, moram povedati, da sem takoj, ko sem prišel v Tel Aviv, mesto fantastično, ob morju, palme, to je, kot da jaz bil v Miamiju, isto takole. Sem rekel nekako, da to me je takoj kupil, ker meni je zelo pomemben ta prvi vtis. Ja, tako, in če je ta prvi vtis, potem je
je to. Potem sem šel pač v te klubske prostore, štadion fantastičen, igralski kadar fantastičen, trener fantastičen, navijači isto. Tako da je to potem nekako, so mi tudi zagotovili, če kadarkoli začutim, da se bom počutil ogroženega, mi odprejo avionsko karto, da se samo usedem na avion in da grem. Tako da smo imeli to tudi v pogodbi in moram povedati, 3 leta pa pol sem preživel v Izraelu, da tudi 1 minute nisem začutil karkoli. In preko tega si v bistvu tudi prvič prišel do reprezentance, pa potem, do tega prideva še reprezentanca, ampak recimo vrnil se v tisto sezono, mislim, da 2000-2001, Olimpija, vrneš se v Olimpijo, v Ljubljano. Tista sezona je bila tudi ena tvojih boljših v tvoji karieri, res si bil en glavni igralcev Olimpije. In potem tisto zadnji krog, kaj pa ta je bilo verjetno res težko, ker tudi, ko sem se pogovarjal s temi navijači stare garde, so rekli, da je to verjetno en najtežjih porazov, ki so jih doživeli v njihovi navijaški karieri. Zelo boleča tema. Sam začetek, ko smo prihajali z avtobusom z karantene, takrat je bil trener Prašnikar, Bojan, ki je nekako preferiral že takrat skozi karantene, tako da smo bili več v karanteni kot doma. In ta prihod z avtobusom na legendarni štadion Bežigrad, smo se samo gledali. Spogledovali smo se, a je to možno, da se že par ur prej zbrali toliko navijačev. In ta kulisa, potem, ko smo šli na ogrevanje, to so se prej pogovarjala, koliko jih je bilo, ne na štadionu, ampak tudi na drevesu, na blokih. To je, prav uno smo se pogovarjali, smo rekli, to je kot v bivši Jugoslaviji, ko je Olimpija vedno igrala doma. Tako da to je bilo nekaj neprecenljivega, ampak pol na žalost rezultatsko nam ni ratalo. Imeli smo nek momentum, mi smo rabili nujno 3 pike, oni so prišli po piko, je bilo videti takoj že od samega štarta, da so igrali neko bunkerico in na žalost pol je bilo res žal vseh teh navijačev, vseh teh ljudi, da nam ni uspelo, ja, da se ni šlo. Ampak ja, bolj na zdaj vesele teme, bil si del zlate generacije, tiste prve zlate generacije, na katero sem se tudi jaz navduševal leta 99, potem, ko so se vrstili na Euro, potem pa na svetovno, ti si bil večji del, si dal večji pečat, si pustil v tistem drugem delu za svetovno prvenstvo. In kaj si ti najbolj tisnil v spominu v te reprezentančnih dneh, ker jih je kar nekaj, ampak verjetno, če se lahko najbolj, verjetno se mora dotakniti tistega svetovnega prvenstva, si konec koncev prvi Slovenec, ki je zabil na svetovnem prvenstvu. In kakšen občutek mora biti to, da ena Slovenija, en malček pride prvo, sploh na svetovno prvenstvo, potem si pa ti tisti, ki zabije eni Španiji. Tako bom rekel, da ko prideš na svetovno prvenstvo, ko odigraš, ko daš gol, se sploh še na začetku ne zavedaš, kaj si naredil. Jaz sem se potem, šele po parih letih, ali pa v bistvu po svetovnem prvenstvu, ko sem se vrnil nazaj v Italijo, v Leče, sem šele dojel, ko sem prišel v klub, kako so oni mene čisto drugače tretirali, gledali. Tako da to so sanje vsakega, ki si želi uspeti v nogometu in si želi nastopati na svetovnem prvenstvu. Zdaj pa, če še daš gol, je to
so neka zadeva, sploh evo, tako kot si omenil, prvi gol za Slovenijo, to ostane zavedno in pa še Španiji daš gol, pa še vedno smo bili proti Španiji vedno v igri, tako da ni bila neka dominantnost Španije, da so oni nas razbili ali karkoli. Tako da to so taki spomini, taki trenutki, da to moraš pač doživeti, res doživeti. In ti si to doživel. Potem po tekmi je sledilo, vemo kaj, zaznamovalo tisto zlato generacijo, tisti spor, ki je zdaj konec koncev, Sekira je nekako zakopana med glavnima akterjem, ampak ti si imel doping kontrolo in nisi bil prisoten in tako da te ne morem vprašati nič o tem sporu, ker nisi bil zraven, ampak kako je bil pol ta šok, nekako ti si bil tam, nisi vedel, kaj se dogaja in potem vemo, da generacija se nekako ni več pobrala, bili smo blizu še vedno tam, ampak kako je bila ta potekni situacija? Ja, sigurno, da ni bila prijetna, ker so se potem po tej tekmi, da ne bom zdaj se ponavljal ali pa odpiral te teme, lahko povem, sam pot so se začeli že takoj neki tabori delati in tukaj se je takoj videl, da ni več te kemije in mi je res žal, da se je zgodilo to, kajti ko pogledam skupino, kakšno smo imeli, če ne bi prišel do tega, bi sigurno šli ven iz te skupine. Ampak ta doping, ki je bil... Kaj bilo tam? S kom si bil na dopingu, na doping kontroli? Ja, bila sva jaz pa Rudonja, od Špancov sta bila Pujol pa Raul. In je kar dolg trajal. Ja. Dolg je trajal, vsi vemo, koliko je to adrenalina, vsega čakaš, da daš ta urin pa to in so bili ti organizatorji vsa čast, koliko so nosili ene hrane, ene pijače in v bistvu jaz pa Rudi sploh nisva prišla do te hrane, ki je gospod Pujol vse pojedel, spil. Tako da tudi nisva mogla res tudi enega sendviča pojesti, da je potem tudi Raulu bilo tako neugodno, da mu je pač povedal v španskem jeziku, ampak pol je tudi v angleščini povedal, da mu je rekel, da je dost, da ni sam na tej doping kontroli, da lahko tudi midva kaj pojeva, spijeva. Tako da to je bilo, evo, vsem tem, ker se dogaja pol tam v garderobi, sva midva doživela malo neke komedije, tako da je bilo sproščeno, ampak pol normalno s prihodom v hotel je bilo pa pač to, si omenil in ni bilo lahko. Ampak pol vseeno nekako zadeva se je nekako umirila, prišel je nov selektor, prišla je tista tekma v Trstu, legendarna tekma v Trstu, bitka za Trst, če lahko tako rečem, in odločil si jo ti s tistim res enkratnim preigravanjem. Kako se zdaj ti spomniš, kako podoživljaš, to je verjetno bil en, tudi ko smo se prej tukaj na areni pogovarjali, smo rekli, da je to bil verjetno en highlight tiste generacije, vseeno pač Italija, velesila, z Buffonom na golu, branilci, res fenomenalni. Nesta, Cannavaro, najboljši branilci na svetu. Panucci. Ti si vzel mero, ravno Panucci. Kako se spomniš tega? No dobro, to je zadeva, kada se včeraj zgodila. To je, ampak gol, ok, v redu vse, ampak tisto, kar se je pa odzad za golom dogajalo, te naši navijači pa to je pa tisto, ki se ti dvigne kurja pot, to je nekaj neverjetnega in to je nemogoče, da odigraš slabo tekmo. To smo se tudi pred tekmo na ogrevanju pogovarjali, to, kar so oni napravili. V enem momentu, ko sem jaz dal gol, so prišli do mene in Buffon, Cannavaro, so rekli, prosim, a lahko umiriš? Mi še to nismo doživeli, a je to možno? Pa oni samo sekunda fali, da stopijo na teren. Pol je šel normalno, Zlatko je šel umiriti to situacijo. Smo vsi nekaj predodali, prosili navijače, da se umirijo, da nekako speljemo to tekmo do konca. Ampak to je bilo nekaj neverjetnega, tako da tisti večer je bil Trst naš z lahkoto.
No, io non sapevo che ci fosse una rivalità del genere qua vicino al confine, io abito qua più giù. Comunque no, dobbiamo adattarci anche noi, forse dobbiamo picchiare un po' più noi anche noi. È stata una partita insomma, che di amichevole aveva poco e niente, poi ha vinto la Slovenia, però è stata insomma una partita combattuta. Smo jih, pa še enkrat jih bomo. Kako so pa pol gledali na to, ko si pokopal, sicer v sam prijateljska tekma, ampak vseeno pokopal Italijo, ko si prišel nazaj v Leče, prestopil si takrat vmes v Leče že prej, ampak kako so gledali na te, si se bal odhoda v Italijo, ali kako je bilo s tem? Ne, moram, na začetku ja, pol prideš na letališče, bereš te časopise, pa si na prvi strani, gledaš, pa si misliš, majko, zdaj, ko bom prišel dol v Leče na jug. Ne moram verjeti, da so oni meni špalir napravili. Ja. Tudi navijači in vedno so govorili, da vedno pravi Italijani so na jugu Italije, da sever oni ne spoštujejo in da je prav, da smo jih zmagali. To ne bom nikoli pozabil. Pol pa ne moreš verjeti, igrali smo prodromi v Leču. Imel sem 2 fizioterapeuta, to sta 2 domačina, lokalca, neverjetna. Vedno, te 2 fizioterapeuta sta bila za atmosfero. Yeah. Rino, Sandro, to ne moreš nikoli pozabiti. In ne bom nikoli pozabil, ker smo šli v tunel pa proti igrišču. Igralci Rome stojijo in je bil tudi v vrsti Panucci. Okay. Ne bom nikoli pozabil, sta te 2 z tašnami prišla in sta oba 2 spustila tašne dol, sta pogledala Panuccija, pogledala pa sta mu rekla, kao ti saluta Cimi, kao te pozdravlja Cime. Jaz sem gledal, sem rekel, pa čakaj, pa kaj vidva delata, pa zdaj sta že pretekmo napravila, totalen rock'n'roll, zdaj me bo človek v bome, bo na terenu. To ne bom nikoli pozabil in to so neke zadeve, neprecenljive zadeve. Ja, kako pa je bilo sploh? Italija je takrat veljala za verjetno najmočnejšo ligo na svetu in kako si se spoprijel s tem. Bil si konec koncev tudi blizu prestopa v Velikan, kako je bilo s tem? Ta prestop mi ga je, to moram povedati, gospod, tudi pokojni Naletelič, to je bil takrat uradno najboljši menedžer na svetu, sploh pa za Italijo in ne bom nikoli pozabil, on je bil zelo vraževeren je bil. Vedno te je pelil v Milano, v hotel, je pelil iste pač igralce, ki je podpisal z njimi posod po Italiji. In bilo je od Bobana, Savičeviča, vseh isti hotel in moram povedati, ko sem jaz prišel, pa ne moram nikoli podcenjevati naše lige, zato ker vsi izhajamo iz te naše lige in vedno jo moramo imeti za najboljšo ligo. Da prideš v takrat uradno z naskokom najmočnejšo ligo na svetu, takrat so jo tudi poimenovali NBA liga, daleč najmočnejša liga. Prideš, ti ni bilo čisto nič jasno. Mene so vedno mešali soigralci, da sem Slovaške, navijači Slovaške. Vedno jim podariš, ne, jaz sem iz Slovenije. Do tiste tekme v Trstu. Ampak tako so pač Italijani v tistem času tretirali vse tujce, ker so se oni imeli, bom rekel tako, za nogometne bogove, da so nedotakljivi in da je to najmočnejša liga, kar je bila in oni so imeli vedno prav. In je bilo res nekaj neverjetnega, kakšen preskok je to bil iz slovenske lige v italijansko ligo. Žal so bile tudi poškodbe in tudi te so ti recimo preprečile recimo nadaljen korak recimo iz Leča
recimo ta velikan, kot je bil recimo Juventus. Pa potem nasploh, da bi lahko še nadgradil to svojo kariero, ki je bila res izjemna, ampak poškodbe se tudi nenavadno poškodbo v reprezentanci si imel s tisto roko, si se spomnil, res grozna zadeva. Z Belorusijo, ja. Z Belorusijo, res grozna zadeva. Kako si se spopadal takrat s temi poškodbami, kako je bilo psihično pač to, da tečeš in kako si se sploh takrat počutil? Tako bom rekel, v teh zadevah se, da ti iskreno povem, nisem nikoli z nobenim novinarjem, da sem šel neke detalje pogovarjal. Kar se tiče Italije, jaz sem imel res ogromno problemov z Ahilovo tetivo. Moja želja je vedno bila, da igram tudi, sem šel preko vseh meja, to se pravi, moj prag bolečine je bil res visok, ampak potem se nekje ustavi in potem greš pač na neke zadeve z injekcijami, da ublažiš bolečino, da treniraš, da čim več treniraš in da igraš v najmočnejši ligi. In jaz sem to pač delal tudi na skrivaj, sem delal neke zadeve, smo prekrili tudi trenerjev, sem se nekako s fizioterapeuti, z doktorji pogovarjal, da ne govorijo trenerju čisto nič, da gremo pač all in, da gremo do konca. To je bila pač ta moja želja, da igram, ampak normalno telo ima tudi nekako te opozarja, potem pa tudi nekako eksplodira in se je zgodila pač prva poškodba Ahilove tetive, sploh pa to, kar si omenil Juventus. To je neka zgodba. Meni je bilo nič jasno, igramo doma, ne, samo to, igramo v goste v Dinese. Ed eccoci dunque a vivere le emozioni del secondo tempo. La prima inquadratura ovviamente Gianni è proprio per Cirillo, insomma tatticamente che lo difende molto bene e poi prova a ripartire, bravissimo ancora una volta Šimirotić, numero, poi c'è Takrat je bil trener Alberto Cavazin. Jaz sem pač igralec, ki nisem rad hodil pred tekmo gledati terene, pa tako, ker sem imel nekateri rituale, jaz nisem imel nikoli nobenih ritualov, nič, ki vraževeram, kako neki ščitniki ali z eno nogo z levo, desno, naprej ali prej zavezal levo ali desno, nikoli. In je prišel trener v garderobo in je rekel, a mi igramo v Sloveniji? Gledam se, rekel, ne, prav, pa jaz sem zdaj na terenu pogledal, pa to so same zastave slovenske. Sem šel res prvič pogledati in takrat sem rekel, ne, to tekmo moram odigrati, kakor vem znam najboljše. In se je res zgodil, bil sem igralec tekme in potem se je ta zgodba zgodila, ker je Naletelič me ubil po tej tekmi. Jaz gledam, zakaj me zdaj ubijema, zaradi dobre igre, je bilo pa, da so prišli ljudje iz Juventusa pogledati takrat napadalca Mucija. In je bil tako, in je bil ta napadalec pač nerazpoložen in so videli mene in so že mojemu menedžerju povedali, da so se že najavili, da bojo prišli pogledati to tekmo z Milanom v Leče. Takrat sem jaz imel že ogromne probleme z Ahilovo tetivo. L'episodio precedente, intanto seguiamo però l'iniziativa da parte di Šimirotić. Adesso c'è Cevanton che deve rientrare dal fuorigioco, prova ancora Šimirotić a difendere questo pallone. E attenzione perché adesso c'è l'opportunità in contropiede, occasione per Šimirotić, c'è Cevanton dall'altra parte, 4 giocatori dell'Udinese in difesa contro 2 del Lecce, ma è bravo Šimirotić, anche molto veloce, sta salendo anche Giacomazzi, spazio per lui, prova a puntare l'uomo, vediamo, continua ancora una bella iniziativa, vediamo se si libera del pallone, traversa! Che cosa ha fatto Šimirotić? Tra l'altro è stato brevissimo perché non bisogna... Pol je prišla ta nesrečna tekma z Milanom v Lečeju. Delile so me, res, par minut me je delili. Meni, težko govorim, ampak povem, res je bilo par minut, do konca je bila ena dolga žoga in jaz sem bil pač igralec, ki greš na vsako žogo in normalno, vedno te žoga potegne. In to ne bom nikoli pozabil, da sem si sprejel žogo, šprintu sem sprejel na prsa, Maldini mi je takrat šel nek štart, prišel sem pred njega, žogo pač porinil naprej, ga hotel preskočiti in takrat sem začutil
tetivo in normalna operacija, pa so se začeli ti problemi in to, kar sem rekel, da ne rad govorim, težko se je vrniti 8 mesecev, 9 mesecev, pa potem spet treniraš. Težko je, psihično je to težko. Imel sem še pogodbo z Lečem in pol drugič, ko se mi je zgodil, sem videl, da kako je težko tem ljudem, ki so me plačevali, kako so me gledali drugače. Ja, to prepoznaš, začutiš in sem poklical Naleta in sem rekel, da ne bom, da ne moram več tega gledati in sem rekel, da bomo prekinali pogodbo, pustil denar, vse. Sem rekel, samo dajte mi papirje, to, da grem, denar ni igral več nobene vloge. Tako da je bilo tudi v časopisu, da sem naredil veliko gesto, da sem pustil tudi en del denarja, nisem hotel nič, ker res mi je bilo težko in tako sem potem pač šel nazaj na Olimpijo. Ja, in prišel si v Olimpijo v tisto obdobje, ko je tik pred propadom bila zadeva prišel pomagati, nekako ni se išlo. Povej mi, kako si v bistvu tudi na nek način v tistih izdihljajih Une Olimpije, ki je potem propadla, na nek način pomagal svojim odhodom potem sredi sezone. Ja, to je bilo res, to se je začutil ta razpad. Takrat je bil Jurij Šolmajer in kar naenkrat je prišla, me je poklical direktor v pisarno in je rekel, da če hočemo rešiti Olimpijo, bom pač mogel iti v Celje, da rešim, da Olimpija oddela še do konca sezone. Takrat, ne vem, 3-4 igralci so s Celja prišli, da je Olimpija nekako na teh aparatih preživela do konca sezone. Jaz sem pač mogel iti v Celje. Ja, in do konca kariere si imel še tisto avanturo, sicer v Aziji, ki se ni šla, pisal se je marsikaj, nekako potem se po tisti Aziji tudi vrnil v Domžale, ampak imaš ti kaj zapovedati glede tiste Azije, kaj se tam ni šlo? Jaz, če bi zdajle začela se pogovarjati, jaz mislim, da bi rabila ne 45 minut, da bi rabila 1-2 dni. Je bilo pestro, ne? Pestro je bilo, res je bilo pestro, pa ne bom nič se poglabljal, povem Loka, da sem res do neprijetnih dogodkov sem užival enkratno in ljudje v klubu so bili enkratni, od predsednika, direktorja, vseh. Je bilo super, tudi v Seulu sem užival in pol pa do teh neprijetnih klicev pa se ne bi nekako spuščal v detalje, mi je pa res žal, da je prišel do tega, ko se je to končalo. In pa si prišel nazaj v Slovenijo, z Domžalami osvojil ta naslov. V Sloveniji je tvoj edini to naslov v Sloveniji. Jih je bilo na Olimpiji. Ja, še prvi, ampak okej, potem, ko se vrneš povratek, ja. Tako, v Domžalah pa potem ta naslov. Zdaj pa, jaz sem igral tudi v Domžalah in kako gledaš zdaj na to situacijo, na to, da je pač imel si del tega, bil si del Une Olimpije, ki je propadla, bil si del Domžal, ki so zdaj propadle, kako gledaš na te propade teh konec koncev velikanov v slovenskem nogometu? Seveda, spomnim, to je bilo res na hitro, kar se tiče Domžal. Takrat je bil glavni pobudnik, ki me je sam stisnil in rekel, Hadži Cafet, tako je rekel, tole, da podpišeš takoj, kaj je bil športni direktor, protega trener Slaviša Stojanović, smo se v 5 minutah zmenili, kaj je pač pod pritiskom Hadžata in moram povedati, da tisto prvenstvo smo osvojili dominanca. Suvereno, s takim igralskim kadrom, da če bi danes tole, upam stal, da bi tudi suvereno osvojili. Ker to je bil brutalen igralski kader in ker si pa omenil spet neka boleča tema, kar se pa danes dogaja, to, kar se je zgodilo, tako, kar si rekel, velikan.
Domžale so tudi proizvajale Predvsem to je. Neverjetne igralce s tako prodajo, s tako nogometno šolo, akademijo, ki je bila pojem v Sloveniji in potem tudi na mednarodnih turnirjih so se izkazali vedno med top 3. Potem veš, kakšna je to bila šola, kakšen je bil to klub. To, kar se je pa danes zgodilo, je pa ne morem verjeti. Ne morem verjeti, da se to dogaja in jaz res iskreno upam, da na boljše čase in da bo vsi klubi se nekako, da se bojo zavedali, da nikoli ne sme več priti do tega. Ja, ampak potem na koncu se vrneš zadnjič v Olimpijo, tudi popelješ nekako v to prvo ligo in tam pridem jaz v igro, prva moja tekma v prvi ligi na Žaku, ravno proti Olimpiji, na drugi strani Jan Oblak, ti in ostali in ti se odločiš, da me pričakaš v prvi ligi z 2 komadoma in evo, jaz sem jih najdel, pa bi malo pokomentirali, poglej, se spomniš še tele tekme. Tole sem bil jaz na golu. Naivan. To je bil. Ja, bil sem mlad. Željo si imel? To je bil ta posnet. Tukaj, zdaj se dobro vidi. Topič bil zraven. Tukaj je. Štopar malo slabši. Bi tudi lahko. Ustrašil se, kaj je vedel, da Zdaj pa drugi gol. Bil si znan potem, da si res bil še vedno takrat nekak strah in trepet. Jaz sem bilo kar težko stopiti na gol takrat in se spomnim, da sem bil res hudo razočaran, ker smo povedali tisto tekmo. Tako. Potem pa ja, si stopil ti na sceno in rekel, izvoli 2 komada, hvala, čau. Spet ena izkušnja več. Ja, ampak okej, potem počasi si tudi v Olimpiji zaključil svojo zgodbo, a si še na Stožicah si še odigral? Odigral, tudi gol dal. Mislim, da se tudi jaz spomnim. Proti Celju, 11-metrovka. Potem je nekako si se omaknil in tudi preko avstrijskih lig, nižjih, si vseeno končal kariero. Obžaluješ kaj, da bi na drugačen način končal, ali je bilo v bistvu, si bi želel, ne vem, poslovilne, nekateri živijo za te poslovilne tekme, a ti je kaj, tako obžaluješ kaj tazga, ali ti je bilo v redu, da si šel tako na ta način? Ma ne, jaz nisem nikoli bil tist, da nekako, da sem govoril, da si zaslužim pač neko poslovilno, nek glamur, pa ne vem kaj, pač tako je. Tako se je pač moglo zgoditi in to je to, ampak da sem pa živel za to, pa ne. Ne. Potem pa ta konec kariere, kako je bilo, mislim, ko si uradno zaključil, kako je bilo tiste prve dni, si vedel, kaj boš, kje se vidiš, kako je za športnika, tudi jaz sem imel svojo krizo, končaš, iščeš se, kako je bilo takrat pri tebi s tem? Moram ti iskreno povedati, da so bila jutra, ko se zbudiš, da zdaj pa na trening. V bistvu nobenega treninga. To se je dogajalo, ampak so bili težki trenutki, ampak ni bilo časa za ne vem, da bi zdaj razmišljal, kaj bo, kaj moram napraviti, da bi se zdaj nekako obremenjeval s tem. Vedno sem nekako iskal čim prej neke nove izzive in čakal pač nekako na pravi trenutek, da se moram z nečem ukvarjati. Hvala Bogu, da sem se tu dosti rekreiral in s temi rekreacijami sem pač tudi razmišljal, da če grem v neki, moram iti tako, da mi ne bo žal. In pol evo se je pač zgodilo, da je prišel gospod Milan Mandarić, ki je poskrbel za to, da se je ta kanta, po domač povedan, vrnila po 21 letih in sem imel to srečo. Tudi tle se malo povezuje ta najna zgodba, ker si bil del tega takrat zraven in si nekako tudi pomagal pri temu transferju, ker sem bil jaz iz Domžal. Za sabo sem imel res dobro sezono in sanjal sem to Olimpijo, pa sem mislil, da bom že polet prišel, pa ni bil pravi moment. Potem pa na zimo, oziroma če zdaj lahko to povem, ampak med reprezentančnim premorom novembra sem dobil klic, pridi v Ljubljano na pogovor, čeprav to načeloma ne bi smel, ampak ko je Olimpija poklicala,
To ne smeš veš, čakati. tam ni pravil. Tako. Šel sem takrat v ta hotel, smo se dobili, spomnim se točno v zgornjem nadstropju, smo se dobili, prvič spoznal Milana, ti si me predstavil in nekako smo se samo informativno malce pogovorili in ja, na koncu res nam je uspel. Kako je bilo takrat, tudi Milan je nekako poskrbel pri tebi, da te je nekako porinil v to trenersko neko službo. Bilo je normalno spet. Jaz sem sodeloval z njim 7 let. Lahko povem samo res vse naj za našega dragega pokojnega gospoda Milana Mandarića. Vsi smo živali, tako da je bil pa potem res glavni pobudnik temu, da gremo v trenerske vode. Mogoče mi je žal, da nisem šel še prej, ampak nekako je bilo pol tako, da je bil on pobudnik. Sem rekel, da spet se ne bi rad zaletel. Sem rekel, bi šel, ampak da vidim, če se jaz sploh vidim v tem. Sem rekel, bi šel na neko zadevo, da probam, ajde za kak trening, 2, 3 ali pa 1 teden, 2 tedna. In sva bila tako zmenjena in moram povedati, da je bilo res že tisto, kar sem rekel, že prvi občutek je meni zelo pomemben, je bilo to. In normalno, potem sem to zagrabil. Ja, in potem si tudi dejansko, tako kot si rekel, zagrabil, dokončal konec koncev tudi šolo, ki je bila pogoj za to naprej. In kakšen trener je Sebastijan Cimerotič? Trener, tako bom rekel, jaz vedno s temi fanti, s katerimi koli pač treniram, zdaj trenutno na Slovanu, izhajam iz sebe. Jaz si vedno želim, da sem do teh fantov fair, pošten. Če treba, potem tudi povzdignem glas, zato ker vedno izhajam iz sebe in vedno hočem, da vsak trening oddelamo pošteno. In vedno bom pa dal razvoj pred rezultat. Vedno. Zato ker klele v Sloveniji se mi zdi, da manjka ta razvoj. Manjka razvoj v smislu, da pustimo nekatere igralce, ki so zelo kvalitetni, če imajo, zdaj bom dal en primer, res atipičen dribling, se pravi, da je rojen dribler, da mu pač ne pustijo, da uživa v tem in da ga pil do konca. Da imam vedno tak občutek, da ga malo blokirajo. In jaz bom vedno, dokler bom trener, bom vztrajal pri tem, da tisti, ki je rojen dribler, ga bom pustil, da se razvija. Sem v tem smislu, da ker s temi driblingi pa s to neko vizijo, pa s temi nekimi idejami na terenu, ki ima pač idejo več, ga bom pustil, ker jaz vem, da se en tak lahko zelo dobro proda. Ja, in se je ravno to, kar si govori. In ravno to se mi zdi, da pogreša tudi konec koncev reprezentanca. Imamo borbeno, to smo zmeraj bili, ampak manjka nam tisti mogoče igralec s potezo več, še v času tvojih časov smo imeli Zlatka Zahoviča, ampak to nam manjka, recimo ona generacija 2010 je bila res povezana, res so bili rastli so skupaj in se je to čutili in je prišla ekipa ven, ampak tam ni bilo recimo nekega res posameznika, ampak zdaj pa tudi se mi zdi, da tudi v mlajših selekcijah, tako kot si rekel, rezultat je prevečkrat ta prva stvar in tle moramo še veliko narediti dela. Kaj pa navdih? Imaš kakšnega trenerskega idola oziroma po kom se zgleduješ, koga najraje pogledaš, kakšno analizo, zadevo? En in edini Pep Guardiola. Ja. Samo on. Zakaj on? Zato, ker je perfekcionist, vizionar, njegov nogomet mi je všeč, napadalen nogomet, atraktiven nogomet, vedno podaja več. Te njegovi intervjuji, naprimer tudi, ne bom pozabil intervjuja, ki je imel Doku. Pripeljanje v Manchester City
samo zaradi ene zadeve, ene stvari, njegove kvalitete, to je dribling. In je Guardiola rekel njemu na sestanku, samo dribli. In to se mi zdi, ko ti trener nekaj takega reče, je potem samo še uživanje, pusti me. Tudi verjeti moraš. Jaz sem tudi trener, ki verjamem, jaz tudi mojim fantom poudarjam, tudi če ga ne gre prvi dribling, drugi, tretji, 7., 8., bo šel 10. mimo in je mogoče potem glih ta 10. Je usoden za nasprotnika, da zmagamo. Tako da pač verjameš v fante in on, Pep Guardiola, verjame v te zadeve. In jaz nekako podpiram to. Kaj pa v slovenskem klubskem nogometu? Ti in tudi jaz konec koncev smo prišli nekako, jaz sem prišel glih malo po tebi v Domžalah v člansko selekcijo. Nekako mogel si se zboriti za tisto mesto. Zdaj je nekako, so pravila tako nastavljena, da morajo mladi igrati. Zadeva je tako nastavljena, da pač ima zagotovljeno mesto. Se ti zdi to pravilna zadeva, da gre v tej smeri, sicer bo še čas pokazal za to, ampak a je zdaj, imajo te mladi toliko lakote, ko ste imeli vi, konec koncev tudi mi, a je to, misliš, da tudi lahko problem tega, recimo ne pravila, ampak nasplošno, da so mladi nekako, se jim je tak občutek, sem tudi jaz dobil pri mlajših, da nimajo take lakote, kakor smo imeli mi, tako ki si rekel. Takrat prva stvar je bila pri meni, ko sem prišel v garderobo, ok, imam vse stožce, ki jih morajo prinesti na igrišče, ampak zdaj se mi zdi, se časi spreminjajo, se bo se bo drug, se bo tretji in že tle se kažejo tisti neki zametki tega, da potem ni tiste pravega odnosa na koncu. Vse ne pravim za vse, ampak kako ti gledaš na to zadevo? Jaz bom vedno zagovarjal, tako kot sem rekel, tudi vedno izhajam iz sebe, da mladi igralci v neki coni udobja ne smejo biti. To se pravi, jaz se spomnim, sem bil tisti močni Olimpiji na začetku, je bilo tako garanje, ne samo, da sem prišel na teren, sploh na klop. Tako da jaz tukaj ne bi pustil mladim, sploh da so v neki coni udobja, da ta pravila, ne vem, meni nekako so varljiva, nekako hočemo zaščititi mlade igralce, da igrajo, hvala Bogu, ampak to je spet do trenerja, sploh do cele strukture kluba, a so oni pripravljeni verjeti v te mlade igralce, a so oni pripravljeni trpeti te mlade igralce, to je zelo pomembno. Zelo pomembno. Trenerji vemo, kako so, gledajo prvo sebe, ne gledajo, ne vem, a imajo dosti poguma, nimajo dosti poguma, a če grem z mladim, zgubim, bom jaz potem tisti, ki bo mogel iti v pisarno, pa mogoče bom tudi tisti, ki bom prvi mogel iti iz kluba. To so vse povezane zadeve, ampak jaz bi ne bi pustil, jaz bi pač nekako zagovarjal, da mladi igralci morajo trpeti, morajo se razvijati, ampak se razvijati v tem smislu normalno, da je veliko lažje, ko cel klub verjame v tebe. To naprimer dela Dinamo odlično. Dinamo ti dajo iz mladinskega pogona, evo Baturina naprimer, ki je šel v Komo. Čist preprosta filozofija. Pride, oddela eno sezono, mu dajo 10, mu dajo že kapetanski trak in to je to. To so za mene zadeve, ampak tako, kot je tisto, kar je najbolj pomemben, da klub stoji za tem. Da mlade moramo zaščititi, hvala Bogu, moramo jih zaščititi. Normalno, da jih moramo, ampak ta mlad si mora pa zaslužiti, res zaslužiti. Ja, evo, časa pri koncu, to te bom vprašal, to veliko svojih gostov vprašam, kje se vidijo v prihodnosti, čez 10-15 let. Vidiš sebe kot trenerja v mlajših selekcijah, delu z mladimi ali mogoče te mika tudi, da bi se preizkusil recimo v članskem nogometu? Jaz sem vedno hočem, tako kot v karieri, nikoli ne preskakujem. V nogometu je zelo težko preskakovati, tudi v trenerski karieri je najslabše preskakovati. Mogoče ti začutiš, da bi nekaj več, ampak jaz vedno sebe malo zabrenzam in rečem, ne, še ni ta prav čas. Jaz sem tudi, zdaj, ko sem bil na licenci, pa to se z vsemi pogovarjal, nekako zaenkrat me mika
tako bom rekel, zaenkrat se počutim zelo dobro to, kar delam. To se pravi delo z mladimi, ti nekako čutim, da še vedno lahko nekaj dam. Je pa vedno malo odprt, da bi šel pa potem s časoma stopničko več. Ampak prvi trener, ja, v članskem nogometu, ja, ampak vedno bi pa nekako si želel sodelovati s kakšnim res mojstrom, trenerskim mojstrom, da se še od njega naučim. To je pa za mene najbolj pomembna zadeva, da še tam iz članskega nogometa sem bil zelo prisoten tudi na Olimpiji, pri gospodu Mandariču, sodeloval tudi s trenerji. Imam že neke zadeve, ampak ne bi tako, kot sem rekel, ne bi preskakoval. Evo, super, Cime, hvala za tole, res, ja, tako sem rekel, dolgo so se iskala, dolgo so se, da je prišel ta pravi moment, evo, prišel je, mislim, da je ogromnih enih stvari, enih spominov na tiste čase, ko smo te res gledali s takimi očmi na stadionu in res hvala ti za tole in želim ti, da delaš prave korake v pravo smer in da te bomo gledali še naprej, kako ali poučuješ mlade, da delajo prave korake, ali da delaš člani, da delaš tam neko svojo zgodbo, tako da hvala ti za tole. Hvala te, Nejc. Evo, top.